pravne države vseh izzivov, ki so s področjem okolja, tudi dobro naredili. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi. Zdaj, če boste, seveda sem pripričan, da boste prebrali program Slovenske ljudske stranke, se vam bo morda zazdelo, da pravzaprav pa to ni vse tisto, o čemer bi se še dalo kaj povedati, še dalo kaj napisati. Če zdaj govorim za tisto, če lahko rečem, moje področje, to je ta del pravne države. To je res, ampak to je že gospod Žerjav omenil, to je pač pravzaprav ne nek program, ki bi bil deklarativen, ampak je pač nek načrt, ki vsebuje tiste naloge, ki naj bi jih ali pa s katerimi se bo stranka pred volivci zavezala, da jih bo tudi uresničila. Seveda, ni v vseh primerih to odvisno samo od stranke same, razen če dobi 60+, recimo, ne? Ampak drugače pa seveda je to odvisno tudi od tistih, s katerimi bo tvorila koalicijo, če bo tvorila koalicijo, in od ocene, ali in koliko je teh nalog, ki si jih je zastavila v programu, takšnih, da bodo našli mesto v koalicijski pogodbi. Zato tudi ta del pravne države, ki je, moram reči, zelo popularen ves čas, tako med mandatom te ali one koalicije, zlasti pa proti koncu mandata, zlasti pa se mi zdi, da v zadnjem času je nekako začelo prevladovati spoznanje, da je funkcioniranje pravne države ni namenjeno samo sebi, ni namenjeno samo državljankam, državljanom in vsem ostalim prebivalcem Slovenije, ampak je namenjeno tudi gospodarstvu. Predvsem je to razvidno tudi iz dan nazaj, ki je bil na gospodarski zbornici nek posvet ravno na temo pravne države v povezavi z gospodarstvom. Seveda, ko govorimo o tej pravni državi, pač zajema zelo različne aspekte in nekaterih od teh aspektov v tem programu tudi ni jih zaradi tega, ker niso nič novega, ker ne pomenijo, tudi če bi bili vpisani nobene dodane vrednosti, zavzemati se ali poskušati narediti čim več na področju izvršb in tako naprej, to je neka permanentna naloga, ki glede tega, uspešno, neuspešno je drugo vprašanje, tudi zdajšnji koaliciji ni bilo mogoče očitati, da ni nič storila in seveda tudi pravosodnemu ministru ni mogoče očitati samo slabe stvari, da ni nič naredil ali pa da je samo premalo naredil in nič pametnega. Tako seveda ne pomeni ta program neko rušenje dosedanjega ali pa postavljanje vsega na glavo, ampak je so v tem programu tiste naloge, ki se nam zdijo, da bi lahko bila dodana vrednost k tistemu, kar se bo znašlo zagotovo v programih tudi drugih stran. Morda to ne, ali pa morda v manjši meri in ne z istim namenom, kot je tukaj. Zelo na kratko, če poudarim tiste glavne poudarke, ker seveda, ko boste brali program, se vam bo zdela kakšna misel, kakšna naloga, morda na prvi pogled, na prvo žogo, če bi tako rekli, nekako provokativna, morda nekako v neskladju bo tudi kakšen očitek z demokratičnimi standardi in tako naprej. In ena prvih takih nalog, ki je ukinitev trajnega mandata sodnikov. Vendar seveda ukinitev trajnega mandata sodnikov ne pomeni ukinjati trajni mandat sodnikov na počez, pavšalno in zaradi tega, da bi bili pod neke vrste politične kontrole. Predvsem ta naloga, ta cilj pomeni razmislek o temu,
ali je lahko mandat, ki ni trajen, je pa obnovljiv mandat v funkciji učinkovitosti in kakovosti sojenja, zlasti na prvi stopnji sojenja. V povsem drugačnem položaju je seveda potem lahko vrhovno sodišče tudi višje, ampak tisto, kar se nam nekako zdi, je to, da bi prvostopenjsko sodstvo lahko učinkoviteje funkcioniralo in kakovostnejše, če bi mandat bil obnovljiv in ne takoj od začetka že trajen mandat. Seveda, to, kot sem že poudaril, ne pomeni poseganja v 125. člen Ustave, ki govori, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije samostojni in neodvisni. Vendar, ta 125. člen ima tudi dostavek, vezani so na Ustavo in zakon. Ne samo pri samem sojenju v vsebinskem smislu, vezanost na Ustavo pomeni tudi, da morajo skrbeti za uresničevanje človekovih pravic. To je recimo ena od tem, o kateri je spregovoril in malo, če sem jaz ga prav razumel, pokrcal sodstvo tudi predsednik republike. V kakšnem smislu človekovih pravic v zvezi z mandatom? Tega, da je eno od človekovih pravic to, da se sodi pošteno, učinkovito, v razumnem času in tako naprej. In to lahko. Je pa seveda ta naloga povezana s spremembo Ustave, to je prvič, in drugič, ne samo v tistem delu, kjer je zdaj določen za vse sodnike trajni mandat, ampak tudi v tistem delu, kjer je določeno njihovo predlaganje in imenovanje oziroma izvolitev. Če naj bo obnovljivi mandat, potem ta ponovljivi mandat ne sme biti v rokah, če poenostavljeno rečem, politike. Celo pri volitvah, prvem imenovanju sodnikov, je moje osebno mnenje, da je treba resno razmisliti o tem, ali se ne bi iz parlamenta to preneslo na predsednika države, s tem seveda, da sodni svet ostane še naprej predlagatelj sodnikov, da tudi predsednik države seveda nima popolnoma prostih rok. In drugo, kar je obnovljivi mandat, mora biti potem ponovna izvolitev, mora biti pa v rokah sodnega sveta. Nič več politike, da to rečemo, ampak v celoti sodnega sveta, pri čemer seveda pa treba tudi razmisliti o tem, kakšna je sestava sodnega sveta. Ali in koliko dopustiti vpliv politike na sodni svet in tudi tukaj se potem naprej zastavlja še vprašanje, ali naj imajo v takem sodnem svetu še vedno, tako kot je zdaj, sodniki večini. Se pravi, to je tisto vprašanje, ki se tiče vprašanja trajnega mandata. Drug pomemben sklop vprašanj, ki je povezanih z delovanjem pravne države, se prav tako navezuje na sodišča. In sicer na tista sodišča, ki so bila po našem mnenju v tem, pa morda tudi prejšnjem mandatu, v precejšnji meri zanemarjena. To je upravno sodstvo. Največkrat se oblast, da tako rečem, ali pa koalicija ukvarja z sodišči splošne pristojnosti, s civilnimi sodišči, s kazenskimi sodišči, z njihovo učinkovitostjo. In tukaj je tudi v tej smeri nekaj stvari so bile zagotovo narejene. Tisto, kar se zanemarja, je upravno sodstvo. Upravno sodstvo je pa tisto, ki se nas največkrat dotakne. Dotakne zaradi tega, ker se v vsakdanjem življenju posamezniki in njihove organizacije, se pravi tudi gospodarske družbe, če šte, največ srečajo z upravo in z odločanjem uprave, z upravnimi odločbami. Nadzor nad zakonitostjo upravnih odločb pa opravlja upravno sodišče. Kaj je tisto, kar bi kazalo spremeniti pri upravnem sodišču, zato da bi bilo spet z vidika posameznikov, z vidika gospodarskih družb, ostalih o pravicah in obveznostih, katerih odloča uprava, storiti. Prvo, kar bi bilo treba storiti, je to,
da se upravno sodstvo v celoti loči od ostalih sodišč, da v celoti postane specializirano sodišče, ker ima specifično naravo. Ni isto kot sodišča splošne pristojnosti. Na prvi stopnji je že ločeno. Imamo samostojno upravno sodišče, vendar ta ločenost ni izpeljana do konca. To pomeni, da bi bilo treba imeti tudi drugostopenjsko upravno sodišče, če šte vrhovno upravno sodišče. To funkcijo opravlja zdaj vrhovno sodišče. Ima za to poseben oddelek. Moje mnenje je, in ne samo moje mnenje, to je bila, če se morda nekateri spomnite, tudi že ideja v času, ko so bili na mizi ustavni amandmaji, poimenovani amandmaji za razbremenitev ustavnega sodišča. Takrat se je že razmišljalo tudi o tem, da bi bilo tudi vrhovno sodišče na tem upravnem področju specializirano. In to ne potegne nobene dodatne administracije, nobene dodatne zgradbe, nobenih dodatnih plač, nobenih dodatnih zaposlitev, ker je že kot poseben oddelek v okviru vrhovnega sodišča to organizirano. Bila bi pa v bistvu zagotovljena ta enotnost in bi se ločeno od ostalega tudi enotna sodna praksa na tem upravnem področju ustvarjala. In drugo, kar je treba narediti za upravnim sodstvom, je to, da se zadeve ne vračajo več v ponovno odločanje. Čist nek konkreten primer, včasih recimo tudi v gospodarstvu, tudi z vidika investitorjev najbolj boleč. Gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje izda upravna enota, o pritožbi odloči ministrstvo, upravna enota in ministrstvo imata v zakonu določen rok, v katerem mora biti o tem odločeno. Drugo vprašanje je, ali ga spoštuje ali ne, vendar tudi za nespoštovanje rokov pri izdaji upravnih odločb so pravna sredstva. Potem je upravno sodišče, ki odloča o zakonitosti odločitve ministrstva, pritožbenega organa, upravne enote, kot prvostopenjskega. In praviloma se zgodi, da če ugotovi kakšno nezakonitost, pravi, vrne nazaj na prvo enoto. Na upravno enoto, na prvo stopenj, krog se zavrti znova, pri čemer lahko odločanje na upravnem sodišču mirno traja leto ali več. Vmes investicija stoji. Izvršljivost gradbenega dovoljenja je vezana na pravnomočnost, kar pomeni, ko gre na prvo stopnjo, se lahko leto in pol zopet zavrti, minejo 3 leta in lahko se mi zgodi še tretjič, da bo prva upravna enota ponovno odločila. Skratka, preprečiti in ravno to se mi tudi doseglo s to specializacijo, ki lahko za seboj potegne potem tudi drugačne pogoje glede stroke izobrazbe za upravne sodnike, da ne bodo vračali, ampak bodo sami odločali. Ta možnost sicer v zakonu že obstaja, je popolnoma neizkoriščena zaradi tega, ker je nedorečena. In to je tisto, kar bi dobrija. Drugo, kar je upravno sodišče, oziroma tretje, se opravičujem, upravno sodišče bi moralo imeti enako kot uprava rok za odločitev. Ne more biti zadeva pred upravo, recimo zadeva, ki se mora končati recimo v 1 mesecu, v 2 mesecih, ko pride na sodišče, lahko traja 3 leta, lahko traja 5 let, lahko traja 1 leto. Upravne zadeve imajo posebno naravo, imajo poseben pomen za posameznike in za gospodarstvo in zato je treba v bistvu ta razumen rok nekako zakoniti. Ne ga pustiti neopredeljenega, pa možnost, kot je po Lukendovem zakonu, pa ogovarja, da ni odločeno v razumnem roku, ampak treba zakoniti, kar pomeni, da treba postaviti v zakon nek razumen rok, kateri je treba do odločitve. Tretji del, če smo imeli sodnike upravno sodstvo, tretji del, ki se mi zdi zelo pomemben za krepitev pravne države,
je krepitev računskega sodišča. Računsko sodišče bi mora postati res tista osrednja inštitucija za nadzor nad javno porabo, nad porabo javnih sredstev. Ne samo inštitucija, ki to pristojnost ima, ampak, če nekoliko ilustrativno rečem, tudi inštitucija, ki ima zobe. Ja, pa ne samo, da koga ugrizne, ampak tudi, da je nek rezultat, ki ima ugrizna, tako rečem. Ne, da se dogaja to, kar se dogaja, da potem, recimo, nadzorniki neke inštitucije, ki porabljajo javni denar, razglabljajo, ali bi spoštovali, ne bi spoštovali, bi upoštevali tiste ukrepe, so te ukrepi strokovni, niso strokovni. No, nekatere druge mogoče niti niso zdaj takšni, tisti prioritetni. Morda samo še to, treba je zagotoviti tudi učinkovitejšo možnost zaplembe premoženja, ki je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem. S tem, da tega se, recimo, vsaj na papirju vsi zavedajo. Nekateri se tega zavedajo tudi na zelo debelem papirju, ki se mu reče poseben zakon. Jaz sem prepričan, da zato, da bi ta zaplemba premoženja lahko postala neko učinkovito sredstvo, ni potrebno sprejemati nobenega zakona s 100 členi, ampak da se da zdajšnjo kazensko zakonodajo v 3-4 členih pripravljeno tako, da bi to lahko veliko učinkovitejše sredstvo. Ta predlog na SLS-u tudi že obstaja in izdelal. Samo pač ni bilo mogoče pregled in tisto, kar je še nekaj, kar je izredno pomembno in kjer se trošijo, neučinkovito trošijo, porabijo ogromna sredstva v tej državi, je sistem javnega naročanja. To tudi sami veste, verjetno iz lastnih izkušenj poročanj, ko imamo krasen sistem javnega naročanja, zakon, ki je zelo zajeten, inštitucije, ki naj bi za to skrbele, na koncu pa se štejete 2 in 2 in točno veste, kje avto je bil naročen, pa zakaj. In to je tisto, kar je treba poenostaviti sistem javnega naročanja. Zdaj je namreč ta sistem javnega naročanja tako zakompliciran, da ko se človek pogovarja s tistimi, ki naj bi nadzirali to, ne vejo, kako naj to nadzirajo. Ne vejo, kako sploh lahko pridejo do verodostojnih podatkov in tako naprej, ki bi omogočali ta nadzor. In to javno naročanje je seveda tisto, kar po naši oceni tudi